v pravlični sobi Celjske mokorjeve družbe. Letos je poletje presenetljivo dolgo in nenavadno močno vztrajalo v september, ampak zdaj je že dolgo jasno, da ga je s koledarja spodela jesen. Dva izvrstna ilustratorja, Kristina Krhin in Peter Škerl, ter naša draga pisateljica in pesnica, Bina Štamper-Mauc, lepo pozdravljeni. Po čem dišijo ti dnevi pri vas? Bina, po čem dišijo ti dnevi danes? Ti dnevi danes dišijo predvsem še kar po dežju in upam, da bo kaj nehalo, no? Da se bodo začele te jesenske vali, to si blazno želim, zdaj sicer nič je že padalo, malo bolje je že, nekatere stvari so že obarvane, ampak jesen je tako na najlepši prijetni čas. Da. Po čem dišijo ti dnevi? Po gobicah. Ja. Po gozdu, po gobah, ker sem doma pri gozdu, oziroma sem doma pri gozdu, je to von, ker stopiš ven, pa ga zavohaš, pa evo še listke in vse. Jesen dišijo. Ja, pa ne reče, če ne ponavljam to, da je jesen tukaj, ampak jaz sem tudi zdaj že spomlad, ne. Delamo toliko naprej in ja, zima je končana, zdaj smo pomladi. Tako da je tudi težko začetku, ja, prehitevam nič ne, ampak začetku je bilo to težko, ne. Zdaj pa, ko sem v teh projektih, je pa to nekaj nelogičnega, pa letne čase znam poticati na se, ne. Tako da meni jesen pomeni tako, da si jo naberem toliko, da jo imam bolj za spomin, ne. Ja. Torej zdaj nabiraš, Ja, zdaj nabiram. V Smrčku je vsekakor jesen. Binin dom stoji na enem čudovitem vrtu, ki v vsakem letnem času govori svojo zgodbo. In ta tvoj vrh, Bina, je tak kot učilnica na prostem, kjer svoj ples učiteljica narava pleše vsak dan po svoje. Je navdihnila tudi to tvojo zadnjo pravico. Pogosto rečeš, da je veliko tvojega dela, velik poklon naravi. Si tudi tokrat iskala navdih v naravi? Nič ne iščem, ker ta narava nekako je, bi rekla, ukomponirana kar filogenetsko, bi jaz rekla mame, zato ker Kristina rekla gost, ne, jaz sem se rodila v kraju Gaji, v Celju, kjer je bil resničen gost, ne, hrastov gost, prekrasen, tega te točno reči, celi Gaji. In to je bila divina, včasih mojega dela, so še bili mačke. In je bilo moje otroštvo zaznamovano s tem, ne, tako da nekako, ne, nič ta navdih mi treba iskati nekako kar noter, ampak tale, konkretno ta zgodba, ko vprašam, to vam moram povedati, so pa jesen v Smrčku, je pa seveda selitev ptic, ki me vsako leto popolnoma pretrese, ne, še kot otrok sem bilo babico sprašvala, ker mi je pela to pesem Mrzel veter tebe žene, drobna ptičica od nas in se spomnim, kako sem jo sprašvala, babica, ampak zakaj mora iti, pa zakaj mora iti ptičke, pa tako daleč. In tako nekako sem se poslovila od njih in čakala, da pridejo nazaj. In potem so bile štorklje, tam, ko sem potem stanovala, smo imeli štorklje praktično takole 10 metrov do naše hiše. Mislim, bil je potoček in so bile noter pa žabice in to ne štorklje so prišle vsako leto, tako čisto na blizu in meni je fascinantno lepa ta, vsaka ptica, no, ampak štorklje je nekaj prečudovitega. In kar se pa psička tiče, sem pa tudi skozi nekako živela z živalmi, tudi s psički, ne. In ja, in v tej zgodbi sem ta psiček jaz. Jaz sem se popolnoma spremenila od tega psička noter, ko sem to zgodbo pisala. To je vse. Kot vsaka pravljica se začne s tem, nekoč je bilo, nekoč sta bila prijatelja, se pravi, eden na 4 tačkah in drugi z dolgim kljunom. To je predvsem nenavadno prijateljstvo, vsekakor, kot si že rekla, pooseblja to, kar ti praviš, tudi tebe, Poldek in Ljudomila. Imeli ste taki prikupni srčni, kako si jo izbrala? Jaz se opravičujem, predno nadaljujemo, ko ne bomo nobenega zvoka, imeli ti nimaš mikrofona vklopljenega, Bina bi pa prosila pomazal, ja. V glavnem, ja, Poldek nekako najprej je bilo nekaj drugega in potem mi je Tanja rekla, da asociira na neko Bolek je bil, ne, in v bistvu, jaz nisem pomislila na to, res ne, ker jaz sem poznala enega kužka Boleka, ne,
ki sem si ga zmeri želela, tak nizek s takimi dolgimi uhi, pa ga seveda ne bom nikoli imela, ne. In sem rekla, če bom kdaj kaj, bo to Bolek, ne. Potem sem pa, ni bilo nobene druge alternative kot Poldek in je bil Poldek, Ljudovila pa tudi nekako bližina ljudi, konec koncev simbolika štorke, ne, se veste, da prinaša otroke, ne. Mislim, v pravljici še zveri prinese, ne, ali pa čuva in tako, in pa predvsem ta jesenski von, kot pravi Kristina, je res nekaj posebnega, ne. To je nekaj res česar ne moreš razvozlati, ne. In ko zadišijo v mojem vrtu prve divje ciklame, dišeče sodatki, in mi rečemo, ne, dišice v vrt, ne. In to je čarovnija. Kristina, kakšen izziv je bila jesen smrčko? V bistvu mi je bil takoj všeč, ta zgodba mi je bila krat všeč. In ravno zaradi tega, kar se zdaj pogovarjamo, zaradi tega, ker sem takoj začutila, da je noter veliko narave, seveda je več bilo, v bistvu je tako zgodba, kot bi lupu čebulo, in večkrat, ko jih prebereš, in cel kup noter najdeš problemov, ali kaj česa ne rečem, ne. Ampak prvi vtis je bil naravo, to je super, to imam res najrajš. Živali pa potem ene momente iz narave. In tukaj res ves čas teče zgodba v spreminjanju, ker narava je ves čas se spreminja. In tukaj je bilo lahko prikazati to, kako gre to iz neke jeseni, iz enega takega razpoloženja, jesenskega v zimo, kjer se čudno, kjer je ena taka magičnost v tej zimi, čeprav je mrzla, ne. In pol spet v pomlad in v nekaj bolj toplega, bolj prijetnega za telo, na primer, ne. Hkrati je pa to zgodba o prijateljstvu oziroma o razhajanju in bolj tudi ta kužek, ona gre, ne vemo, kaj se z njo dogaja tam, kamor je šla kužek, mora pa sam predelati te težke stvari, težke misli. Najprej je zelo žalostno, ampak pol ga ta zima, ki pride, v naravi najde eno veselje. Jaz sem tako dojela in sem pol tudi naredila, da koliko je bil žalosten, pa dež, pa ne, tako en take deževno občutje tudi v njemu. Sem ga spol naredila, kako ga ta zima, pa sneg, kljub temu, da je mrzlo, sta ga razveselila. V teh vajnih pravljicah, kadar vidve sodelujete, besede dajo že ogromno nekih odtenkov, vsakič, tako kot si rekla, vsakič, ko prebere človek znova, najde nekaj novega, ampak podobno pa tudi z ilustracijami. Recimo pri Muci Ini se človek sprašuje, koliko si pustite teh malih drobcev, koliko pustite svinčnikov, barvicam, čopiču raziskovati, ker potem, ko gledaš te detajle, drobce, si rečeš, koliko se pri teh mucah pravzaprav dogaja. Ja, to se jaz ne vem, no, ampak jaz se zmeri malo dovolj malo tega. No. V bistvu tem je užitek, tem je čar, ne. Ti prebere zgodbo, te prevzame, ti je všeč, pa začneš delati skice, pa že takrat pol, pa še tole, pa še kar padeš v en tak štos noter, pa še mogoče komu ni všeč, ampak jaz hočem vedno malo diskretno te svoje detajle ali pa poglede še dodatne. Eno, rada imam, da je na zgodbico še dodatno, ne, ampak da jo opazi samo tiska dobro pogleda, no, tako, če si pozorni opazovalec, no, bi lahko to opazil. Je pa tako, da to se kar pravzaprav nenamenoma dogaja, ker rišeš, če ti je všeč zgodba, ne, pa še zmeraj nekaj najdeš, pa je tam, ne vem, ena mravlja, bi prišla, ker v resnici je tako, ne, ti po nekih delah doma, je zmeraj še tej, če malo pogledaš naokrog, ne, pa je tam en ptiček, pa tam ena kobilica skače in take stvari jaz potem skušam noter dodati, ampak se pravim diskretno, da ne bi ta zgodba dodatna prišla v spredje, to popazam. Upam, da mi razumem. In ko prvič zagledaš ilustracije, kakšen ti so občutek, ko odkrivaš vse te drobce? Ja, mene to se pravi, kot neka skrinjica dragojev, ne. Coffre de bijoux pravijo Francozi. To je
nekaj, kar je ne predstavljam si, da bi kdajkoli to Peter tudi je ilustrator rekla, kaj hočem, da bi nariše, ali pa si želim, da bi nariše, ker se mi zdi to kratenje svobode. Tako kot sem jaz imela svobodo za pisanje, tako moram imeti popolno svobodo tudi, ker so vendarle dva ustvarjalca združena in čast me, da z njim delam, da dela on nekaj, česar jaz ne znam, ne obvladam, se pravi, in meni to vedno nekaj čarobnega in potem, ko tole enako tudi pri Petru, ne se bomo prej potem videli, skratka, 1000 detaljev, tako ko je rekla Kristina, vidi se, da pazljivo prebere zgodbo, da razume te metafore, ki so noter, ker nobena ni enostavna, čeprav gre za pravljico, vse skupaj je noter polno veliko podstati skritih, ne. Mimogrede, ne vem, če bom dočakala, ampak zdaj se po Kino za Muco Ino se piše neka klasična opera za otroke zdaj. Neki v kompaniji z RTV Slovenija, to sicer zdaj jaz ne vem, jaz sem že dobila posnetke nekaj, ampak zdaj spet vse stoji, pa spet ne vem, če bo kaj, tako da Bog ved, če 6 dočakala, no, ampak zanimivo je, no. In recimo, ravno tako pri tej tudi Jesenu smrčku, ne, kako je Kristina recimo dojela, ne, vse tiste finese, čustvene in tega in tam kot tuli v luno, ne, ko razmišlja, to ogromno nebo na krili drobne, oziroma to sicer ima večje ptice, ampak vendarle, ne, tako se on predstavlja nebo, ne, in kot neko težo, ne, kako bi ga on nosil, ne, in tako, mislim, in potem recimo to, ko se s kosom sreča, ne, tudi to mu pomaga prebiti zimo, da on pomaga kosu, da se lahko brez skrbi naje tistih jagod tam, ne stoji križem tačk, ne, in tako da, ne vem, meni je preprosto čarobno, jaz sem srečna, ne, da pač lahko te detalje odkrivam in mislim, to je nekaj, kar je nadgradnja tega, kar pač napišem. Držimo pesti za Muco Ino in se veselimo. No, včasih so zgodbe take mehke, kožuščkaste, pernate, ki potrebujejo nežen dotik. Včasih so pa tudi čisto običajne zgodbe, ko majhen deček Mižek Miš sede na sesalec in se poda v pustolovščino, ko potrebuje moški princip. Peter, kako sta pa vidva šla z Mižek Mižom na pot? Ja, v bistvu, s Bino so prvič sodelovala zdaj in sem... Prvič se videla tukaj. Prvič se videla tukaj. Ja, meni te domišljijski svetovi, ki so tako malo pustolovski, pač to smo fantje, ne? Blizu, zelo blizu, no? In sploh pa ta gusarska odprava in oziroma srečanje z gusarji, pa ta okrog sveta, pa se mi zdi, da je ta Mižek Miš, kljub temu, da je bil že ilustriran, ne? Je to neka, pravzaprav, to sem te pa res vprašal takrat, Bina, ne? A naredim tazga Mižek Miža, ko je naredila Ilka Reitman, ali ne? Kaj ti preči svojo pot. In to je bilo meni tako fajn. Aha, to je zdaj bratec ali pa kdorkoli že. Skratka, potem pa tako, kaj je Kristina rekla, te detajli, ki se odpirajo, pa pravzaprav to je en svet, ki je včasih lažje meni razlagati, ko rišem, kot pa, ko govorim, kaj čutim, kako čutim, ne. Se mi zdi, da beseda dobi tako, dosti bolj konkretno, ne. Likovni svet je pa malo bolj odprt, ne. In so tudi interpretacije različne, dojemanje, kakšni svetovi so ponovno, oziroma te dodatno spodbudi bralca, da še bolj raziskuje, da mu je še bolj tako zanimivo. Pravzaprav res ta odnos med piscem in ilustratorjem se mi zdi, da je tisto, ki se potem spoji kot ena celota in funkcionira. Jaz nisem zato, da jaz ponavljam stvari, kar je Bina napisala, ampak sem tisto, ki komuniciram, ne, s pisateljem, s pisateljico, ne. To. Ker v bistvu vi kot z besedo pa z sliko pridete na zmenek. Ni nujno, da je vedno kemija, pa da se vse zgodbe končajo z živeli si srečno do konca svojih dni, ne? Ampak
ta čarovnija, ko se pa zgodi, ko se najde ta pravi ilustrator, pravi avtor, je pa verjetno nekaj posebnega. Čeprav ste profesionalci in ste verjetno imate izkušnje že s takšnimi drugačnimi projekti. Kako speljati takrat, ko ni toliko kemije? Sej, v bistvu se mi zdi, da kemija mora nastati v besedilu. Ne? Tam se pri meni, v bistvu, mi smo zgolj telefoni, ne? Tako, če gledamo. Ne? Ta komunikacija, ki se zgodi, to se mi zdi, da je ključno. Pa so tudi recimo sodelovanja, ki se niso nikoli srečali, ne? In sta bile mimo drugega, pa vendar je v tem magiji slikanice se to zgodilo. Ne? Jaz moram reči, da sem vesel, da sodelujem z odličnimi avtorji. Ne? In Bina je pravzaprav bila to že kar bistveno prej želja moja, da bi ilustriral. In takoj, ko me je urednica sporočila, da ima Bina in tekst, ne da bi vprašal, kaj, kako, ampak sem ja, takoj ne. Tako da to se mi zdi, da je ključno, veš, kaj dobiš in predvsem pa to, da je v verzih, ne, se mi zdi, da ima spet eno dodatno dimenzijo, tako da meni verzi ležijo in se to hitro poglobi. Kristina, kaj božjega kompleksa v tem kapitalistom, ker ko je tekst, ne, ko živi in bo točno takšnega, si bojo predstavljali vsi pravci, kakšnega bosta vidva naredila, kakšnega bosta vidva narisala. Znači mi je eno to rekel, da je imel težavo, ker piše zgodovinske romane in se zaveda, da tako ko bo on upodobil to zgodovinsko resnično osebo v tem romanu, takšno bojo vsi imeli za veliko manj, tako kot je v filmi, jo bodo nosili s seboj. Zdaj govorimo o domišljijskem svetu, pa vseeno, je neko rojstvo, ne? Ja, mislim, jaz rajš o tem ne razmišljam, da bom bomo kaj hudega naredila s svojimi liki. Mislim, če bi, pa bi se zaprla, ne, čist ne bi načelata. Tako da probam se sprostiti, probam ga doživeti prek sebe, ne, in pol pač nastaja, kar pač nastaja. In to, ne, da bi me pa, ne vem, da bi mogla, ja, zdaj pa, ali pa da bi mi kdo rekel, kako moram, to mi je tako všeč, kaj prej Bina rekla, res, to je res ta najbolj, da ti dajo proste roke in rečejo, no ti pa zdaj nared, kakor boš ti prevedel prek sebe to, ne. Čim dobiš ene omejitve, saj pri meni tako se kar stisne vse skupno, če ne pride ven, no. Ja. Bina, v nekem intervjuju, ko sem se pripravljala na današnji pogovor, sem zasledila, kako si rekla, da vsak pesnik mora vedeti, kje ima koš za smeti. In se mora ta muza navdiha nujno sreča z mojstrom obrti, morda nujno hoditi z roko v roki. Ampak v tem svetu hiperprodukcije pa površinskosti se zgodi, da to pač se ne zgodi zelo pogosto. Kako ti gledaš na to kakovostno delo, ki pride na otroške police? Koliko ga je še? Ne vem, koliko se bo ta moja sogovornika strinjala, ampak jaz sem zelo razočarana, ne, tudi po tem, kar se te stvari, mislim, da je zelo velik hiperprodukcije, ne, ker ni neke distance, ker konec koncev vsega, kar si nekdo, kaj sem zmislil v svoji glavi, ali pa da se mu zdi, ima idejo. Jaz imam tudi idejo narediti hidroelektrarno, samo ne znam, ne, tako da mislim, od ideje pa do tega, da ti nekaj narediš, je zelo dolga pot, ne. Idej, kakor češ, ampak to oba dobro vesta, ne, ko pa ti vzameš svinčik, ali pa ko jaz vzamem telo, mislim, je vedno ta groza pri meni, pred praznim papirjem, mogoče zato pišem na kuverte in najprej vse, to sem že tako povedala, vse kuverte, vso pošto popišem, mogoče zato, ker je ta kuverta že nekako, veš, označena, ne, zaznamovana, ni več prazna, ne. Gospa Brina, na vaše prekrasne kaligrafske ne pišem, to moram kar povedati, ampak pišem na račune, na vse sorte pa take reči, ampak mogoče zato, ne, da je ta strah, ne, potem pa gre počasi v beležko pa to, ampak v računalnik gre potem, ko je praktično tekst popolnoma z glancem, kot se temu reče, ne, ko je že vse v koš pometano, ne, in tisto, kar gre, ker brez milosti potem izluščiš
najprej res muza, brez tega ne znam pisati, žal, sem staromodna, ampak potem prije pa racijo, ne, ko ti z distanco gledaš tekst in brez milosti pač veš, tole je, to ni in nečeš ven, ne. Ampak še vedno pa verjamem, da in to me tolaži pri umetni inteligenci, še vedno verjamem v muze in bom tak človek sem, da bom zmeraj variral. Mislim, da je tukaj nek top secret, kot se temu moderno reče, ne, ki obstaja, ki ga mi ne znamo in hvala Bogu ne znamo in ga tudi ne bomo znali po moje razložiti kar tako, ne. Po moje, jaz si to tako predstavljam, če ne bi mogla več živeti v tem svetu. Letos pomladi je bila v Bologni častna gostja Slovenija na sejmu otroške literature in tam smo se predstavili s fantastičnimi ilustracijami, skratka predstavljata en izjemen vir človeške ustvarjalnosti. Kako pa vidva gledate, glede na to, da si bi omenila umetno inteligenco, konkurenco, umetno? Glede umetne inteligence so stvari jasne, da v bistvu to, kar ga je človek naučil, to zna, ne? In to ponavlja z različnimi oblikami in variacijami, ne? Jaz mislim, da umetna inteligenca tega ne bo znala, ker človek v tistem trenutku, se pravi, jaz sem odvisen od dneva in v trenutku, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo čez minuto in to je tisto, kar me preseneti. Recimo, zato jaz ne moram risati digitalno, ki je predvidljivo in mi točno tisto, kar se je naučil, mi zdaj nekaj forsira, govorim digitalno, računalniško, to, kar je pa ekspresivno, ki se zgodi tako v tistem trenutku, je pa ravno material. Material ti to dovoljuje. Vse tudi jaz v bistvu si ne znam predstavljati, da bi akvarel bil boljši narejen digitalno, ki je v bistvu ima neke forme, ima neke oblike in pravzaprav ima tudi omejitve. Ne? In ravno recimo mene akvarel fascinantno, zato ker je nepredvidljiv. Ne zato, ker ga jaz obvladam, ne? Ampak ker me preseneti. Ali pa recimo akril, ne? Ker me barno, ne, te nanosi, ne, to, kar potem vidimo kot original, so tudi te plasti, ki so spodaj, tega je digitalno zelo težko, ampak pustimo to, recimo zdaj, da se vrnem na Bologno, ne, v Bologni so bili, vse založbe so bile navdušene nad tem, kakšno produkcijo imamo mi ročno ilustriranih stvari, ne, se pravi, ne, tisto, kar je digitalno in so ravno zato smo bili tako zanimivi, ker smo imeli toliko tega bom rekel, ročnega, kot da prihajamo z enega drugega okolja in da imamo mi temu svetu, kljub temu, da se 2 milijona kaj pokazati in so rekli, kako, 2 milijona vas je, pa toliko odličnih ilustratorjev, to je bilo 60 avtorjev, pa potem 10 izpostavljenih in to je bilo za njih neverjetno, se pravi, kakšni, tudi kako smo kreativni, izredna, pa ne, da bi zdaj rekel, to je pa ena serija ilustratorjev, ki so bolj tja, oni so tja, ampak vsak je drugače, ne? In to se mi zdi, da je bilo fascinantno in to se mi zdi, da zdaj tole pustili in šli zato, ker Evropa nekaj ponuja, oziroma ker druge države, recimo vodilne so bile ilustraciji, Francija, Belgija, ne? Se mi zdi, da se to na vzhod obrnilo, kakor je recimo krščanstvo, ki se je na 2 ključa obrnilo, rimsko cesarstvo pa bizantinsko. Bizantinsko je šlo v notranjost, je šlo v vas, je tudi časa funkcioniralo, ne? Rimsko pa ne, rimsko je bilo bolj tako, ne, na zunaj, ne? In se mi zdi, ta svetova slovanski svet ima nekaj drugačnega, ne, kot ga ima germanski ali pa romanski, ne, in se mi zdi, da, saj jaz lahko rečem, da sem presenečen bil to, da, ko smo se pogovarjali o poeziji, pa so rekli, druga založba, ja, nas poezija tukaj ne zanima, ne, poezija je tako, ne može malo tako. Ja, to je to, ne, to je slovanski svet in jaz moram reči, da sem se rekel še upanje, ker smo se, eno družinski prijatelji so bili nekaj na obisku in se je hčerka odločila, da bo šla na filozofsko fakulteto študirati slovanske jezike. In potem je bil za mizo, tudi slovenski živi 20 let v Londonu in rekel, pa slovanski jezik, angleščina je tisto, angleščina
ima vsaka beseda ima svoj pomen, slovanski pa nimajo tega in tako naprej. Kaj so pa opisno boljši kot je angleški jezik. In to, kar slovanski jezik opisuje, kar je okrog, ne sama beseda, pa kar je še okrog, to je tisto, kar je. In to moramo ohraniti. To mislim, da in v ilustraciji, in v besedni mediji smo vesolje daleč, kar se tega tiče. Kaj pa Majo navdihuje z optimizmom? Kristina, zvaravno pri ilustracijo še. Ta prvo bom povedala, da mi tole vse, kar si povedal, všeč. Vse je bilo fino, ampak tole, kar si govoril prej, kako ima akvarel, ali pa pač, če delaš na roke, ne, ful mi je bilo všeč, kar si povedal. V bistvu je tako, da ima slika potem eno svojo voljo. Vedno, ne. Vedno je tako, da če na računalnik delaš je predvidljivo, tam ima pa slika svojo voljo in jo moraš ti tudi malo upoštevati, ne. Mislim, ne malo, jo moraš upoštevati, ne. Tam pa tega ni, no, to je še. Se pravi, mi imamo eno esenco, pri nas je ena esenca, tako kot recimo pri rožah. Mislim, ima nekaj, ti ne moraš narediti, ne moraš umetne take rožce narediti, da dobi te barve, da dobi ta von, da, mislim, včasih tako prideš, začutiš, niti ne veš kaj, pa se okrog obračaš, pa tole, se res, koliko je lepo, koliko diši pa. To imamo, ne, ljudje, ker računalnik tega nima, je pa naučen vsega Boga, ne, je naučen, ja. In to je tudi nekaj, kar me navdaja z optimizmom, da v bistvu včasih sem zmeri mislila, da me samo navdihuje in optimistično dela narava. Ljudje me tudi, res fejs, to če dalje bolj, no, kljub temu, da se grozne stvari, da si delamo grozne stvari en drugmo, no, ali pa ljudje delamo lahko hude stvari, se mi zdi, da to prekrasnih stvari, ki jih vidimo od ljudi, pa lahko je tudi v končnem ena fina potica, ki si jo zapomniš še 10 let, boš sanjal v tisti potici od one tete, ali pa besede, kako zna en s besedami, ali pa s čopičem, ali pa učitelj, kakšen res dober, mislim, ki si ga boš zapomnil, pa vsem boš povedal. Mi smo imeli eno tako vzgojiteljico, mislim, res, wow. Tega računalnik nima. In v bistvu take, to, kar so zdaj, o čemer smo se pogovarjali, so taki drobci, ki jih na nepričakovanih mestih najdeš. In recimo slikanice se včasih zdi, da so to, kako se rekla, tako vsak, da je to brošura. Ja mislim, da je celo v neki kategoriji grdo zaznamovano, ker ima premalo kot dve strani. Ampak lepa slikanica, takšne kot so te, v bistvu je tako kot mini obisk umetnostne galerije. Je vsaka zase nek umetniški izdelek. Mina, kako si ponosna na svoje slikanice, ko zdaj za nazaj gledaš, katere so tiste, ko so te res naredile, ki si jih nosila iz otroštva seboj, te tvoje, ki so ti posebej drage, katere so tiste, ki bi jih še rada imela v takšni obliki s takšnimi ilustratorji. Zdaj, prvo moramo od Kristine Medvedka-Nunčko omeniti, ker je to ena od mojih najljubših slikanic in zaradi tematike in zaradi Kristinih prekrasnih ilustracij, ki so me ganile tako do solz. To se pravi, to je tisto, kar je zdaj rekla o ljudeh, ne. Pa recimo absolutno vse te 3 slikanice zdaj, ne, ki so mi potem zelo pri srcu. Seveda ne veš, kako čije zdanje ljudje, veš, ali to je ta legendarna pesniška zbirka, ki mislim, da ima še zdaj največ izposoj, še daleč največ izposoj, še zmerjena, oziroma lani vem, da je še imela, ne. In še bi jih lahko omenila, no, mislim, večinoma se to gre za poezijo, ne, kar niti nisem toliko zelo veliko teh posameznih slikanic izdajala, ne, večinoma bolj, če so bile pravljice ilustrirane in tako ne. Ampak to, kar je Kristina rekla, pa kar je Peter rekel, samo to bi dodala, da je pri pesniku oziroma pisarstvu isto, ne. To, kar se ne da, kar GPT ali pa karkoli ne more posneti to, da jaz pač pišem, ne vem niti kdaj bom pisala, niti ne vem v kakšnem razpoloženju bom pisala. In potem, ko začneš pisati, ko nastaja pesem ali pa zgodba, tudi ta zgodba, kot je rekla Kristina, pri sliki ne veš, kam te bo vodila. Jaz nenadoma ne pišem več, ampak me piše zgodba, mene piše pesem. In jaz moram temu slediti.
Se pravi, to ni nobenega načrta, tole bo tako pa tako. Recimo, lahko jaz rečem, v redu, bom napisala sonet, mislim, pač to obvladaš, ampak kam te bo ta sonet pripeljal, od tega pa ne veš. Začnete sam pisati. In potem, če temu slediš, je ponavadi to edina prava pot, ker drugače se ti zgodi, da stvari zbledijo in se porazbledijo nekaj. Tako da se meni prav isto dogaja in se mi zdi, da tega pa res ne more posneti noben računalnik ali pa karkoli, ne? Ker jaz niti sama ne vem, ne? In potem rečem, pa kako, a to sem napisala, ne? To, kar nastane kot avtorica, ampak tudi tisto, kar preberemo, da vemo, kam nas bo pripeljalo. Zdaj smo se pogovarjali, da imamo približno najstniške otroke, vnuke. Ti otroci so zdaj v obdobju, ko ne berejo več slikanic, odrasli tudi pozabimo, da so slikanice še vedno tudi za nas, zato ker zbujajo otroke v nas. Ampak kako zelo smo to, kar smo, ni vsi skupaj vprašanje za vse, kar smo brali, kar so nam brali, ko smo bili majhni, ker smo se navadili brati, ker smo brali svojim otrokom. Kako zelo pomembno je to, kaj bi rekli otrokom, oziroma s njihovim staršem predvsem? To mene vprašam. Vse. Moš ti povrsti? Jaz še v bistvu nisem nehala brati slikanice, ne samo zaradi poklica, jaz jih res obožujem. Me pa zmeraj nagovori najprej slika, me malo pomagati, no. In tudi zmeraj pogledam, kaj Beta naredil in še ostali, to fini slovenski. Zmeraj se ustavim, tam se zmeraj ustavim in pogledam in se čudim in sem tako navdahnjena, kot sem prej razlagala. Mislim, to je, meni se zdi izjemno pomembno, no? To verjetno se strinjate tukaj vsi. Zdaj ne vem, če bom znala razložiti, zakaj, ampak tam v slikanicah, recimo, ali pa potem tudi kasneje v knjigah, je cel kup enih situacij, ki se nam dogajajo vsakodnevno in jih moramo predelati, če ne drugače, jih tam lažje predelujemo. Tam je tako fino, vedno napisan, kar ena taka, vedno imamo cel kup enih situacij vse, se nam osedajo in jih tam predeluješ, če ne drugače. Sem videla to pri sinu sploh, tam mlajšem otroku, ne. On je to vedno še enkrat isto, zakaj še enkrat isto, potem sem dojela, ja, predeluje, predelati more, ne, pa še enkrat isto, dokler ni predelo in potem smo lahko kaj drugega. In pa so bile kakšne situacije, sem videla, da so kaj zgodili, ali ne, znotraj družine, ali kaj, ali je sestro konflikt, ali kakorkoli, še enkrat sva šla kakšne stvari brati, ne, zato, da se to prečistili. In z nami je isto, čisto isto, ne, niti ne vemo mogoče, da kaj predelujemo. Saj tudi romane pol, kaj bereš, ne. Pa takaj, jaz sem te nekaj brala, pa me prav slabo voljo spravila, ampak sem videla, v bistvu to je neka situacija je noter, ki jo moraš predelati v resničnem življenju, tudi v svojem življenju, pravzaprav, no. Tako da, to so izjemno pomembne stvari. Slikanica pa še bom jaz hiter piskarček nama pristavila. Tako, kot ste rekli, ena galerija še en aspekt umetnosti, recimo, ne, če so dobre. Ja, jaz seveda absolutno slikanica vstop v galerijo, že zelo majhnim otrokom. Ni vprašanje, koliko starostnim otrokom je treba kaj brati, ampak tisto, kar vzame, ne bere. Mi smo zelo veliko brali, pri nas so zelo res, imamo veliko zalogoncev, pravzaprav slikanic in seveda knjig. In kar me je presenetilo to, ko so prišli domov hčerkama sošolci, se kako te knjig, ne? Ali pa ko smo se selili, kaj imate pa to knjig, kaj to sabo vlekali, kaj? Seveda, prej knjige kot kakšno conijo sabo, ne? Tako da, to je odnos, ne? Ampak to, nehoti otrokom to daješ, ker on te gledajo, te opazujejo, kakšen imaš odnos do tega, ne? Moram reči, zelo malo prihajajo v atelje k meni. Ali pa pogledajo, a še vedno tole rišeš, ne? Torej, nekje za nami prihajajo vse skupaj, tudi zdaj vidim recimo, da malo manj berejo, ker so puberteti, ampak to je zdaj čas, ko neke stvari predelujejo pa zmečajo, ker se smeti pa naprej.
ampak tisto, kar si jim dal v tistem prvem letu, se pravi prve 3 leta, se mi zdi, da to ostane. Ja. Tako da treba na tem delati in fajn je gledati kot otroc, ki hoče pripele, recimo, da ni tisto, ja, da sta oba, ali pa recimo, ko je Tilka razlagala, ko ima kakšne predstavitve knjig, ali pa ko berejo kakšne pravljice, pa je starši grejo ven, ne. Preka, ne, tudi za vas je, pejte noter, da te vedeli kako brati, kako pripovedovati otrokom, ne. Tako da se mi zdi, da in te predstavitve so fajn, ker so neke, ampak žal, ne, se mi zdi, da včasih, tako kot na Finskem so rekli, da je vstopnina evro, zato da pride na to predstavitev, da je odnos do kulture drugačen, se pravi, da se ti prej najavaš in si 100% tam, če pa je tako malo na free, pa kam danes, 9 ur res nam ostal, mislim, brez veze, pa se misli jed pa tako, ampak je prav, da prideš, ker imamo kaj zapovedati, jaz mislim, da imamo kaj zapovedati. In se mi zdi, da odnos do kulture bomo še malo spremeniti, da bomo to bolj znali ceniti, kaj imamo, kako smo res, kakšne krasne založbe imamo, kakšne krasne avtorje imamo, kako imamo v bistvu res dobro ponudbo slovenskih knjig, ki bralca res bogatijo. In tle bi potem dal pa, seveda, Bini, da še kaj pove glede literature. Zadnjo besedo, ker ta jesen je začela dišati po optimizmu, kar je super. Bina, jaz mislim, da za piko na i zaključimo z Einsteinom, če govorimo o tem, kako pomembno je brati. Ja, če hočete, da so otroci pametni, berite pravljice, ampak jaz, to je ta znan izrek, ampak jaz moram reči, da sem imela enega čudovitega založnika, Epto, pri kateri sem pač izdala te nebeške kočije, pa pravzaprav so me oni kot edinega slovenskega avtorja, ko so imeli samo prevodno, tudi navedli na to, da sem začela slikanice svetovne najboljše prevajati, ki jih zdaj ponovno Vladinska prevaja, kar mi je zelo žal, ker so moji prevodi boljši kot Deklevovi, bom kar tako povedala. Mi je zelo žal. Mislim, tako pač to je. In sem pač se branila z vso silo, ker se nisem počutila dorasla, zaradi slikanic. Kar se slikanic tiče, je pa ta urednik in lastnik založbe povedal točno to, kar je povedal Einstein. Je rekel, Bina, slikanica je najpomembnejša literatura človeštva. To je on rekel. To je tisto, kar morajo vsi otroci, vsi starši. Je rekel, to ni literatura za samo otroke. To je literatura tudi za njihove starše. Jaz se s tem popolnoma strinjam. To je šola in uvid, in en poglobljen vstop v en svet, ki je fantastičen tudi za starše, ki so ga mogoče že pozabili ali pa ga sami niso imeli priložnost srečati, ker ni nujno, da so se srečali s takim. Tako da jaz prisegam, tako kot je rekla Kristina, na slikanice prisegam. Ne vem, če sem prej povedala za Petra, ko smo se pogovarjali, to še pa moram povedati, jaz sem Petra videla takoj za mižek miža in Petra, čeprav ga nisem poznala, ne srečala ni nič, jaz sem bila prepričana, da bo Peter naredil to, kar je. In tudi je, in to je tista magija, Peter, ki je nerazložljiva. Tudi meni. In to magijo bomo danes odnesli seboj. Hvala lepa, dragi gostje, Kristina Krhin, Tina Štepežmalc in Peter Škerl. Čudovito delo ste ustvarili skupaj in jaz si res želim, da nastane v tej zbirki še kaj. Hvala lepa za danes in hvala tudi vsem vam za današnji obisk.